Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. Naš tokratni gost je eden starejših Kisovčanov, Lojzi Obreza. Dobrodošli v našem studiu. Hvala. Dejal sem eden starejših Kisovčanov, ki je v Kisovcu živel že pred drugo svetovno vojno. Kako je bilo takrat v Kisovcu? V kakšni družini ste se rodili? Tista leta, rojen sem 33. leta in nekako nažalost na dan Hitlerjevega rojstnega dneva. In 33. leta se je začela, je Hitler vzel preoblast in takrat se je začela tista svetovna kriza. To se pravi 33. leta, rojen bil pri Gričarju iznad Orehovice gor, pri Gričarju. Če te poznano kaj pri Gričarju. Iznad Orehovica, tam v tisti hiši rojen in sestra moja 35. leta tudi tam rojena. Oče je pa tisti čas v rudniku v Zagorju delal. In se je z biciklom vozil iz Orehovce v Kisovec. Potem 35. leta po rojstvu sestre je oče nas v Rtan poklical. Zato, ker je dobil odkaz v rudniku Zagorje. In je nas v Rtan poklical. Mato, svojo ženo, mene, en let pa pol starega in sestro staro, ki manj kot 1 leto. Pa mama je plus tega je bila še noseča. In kako je takrat moja mama kot kmečko dekle potovala od Rekovce v tistih pogojih transportnih do Aleksinca, ne vem, pa še prtljago sabo nosila. V Aleksincu je pa oče pričakal in nekako odpeljal do rudnika Rtan. Tam je nas smestil eno staro bajto, brez vode, brez elektrike, stranišče, a nek 20 metrov stran na Štrbunk od hiše in tam smo živeli nekje do začetka 39. leta. V tem času se je pa zgodila v rudniku težka rudarska nesreča, eksplozija metana in moja mama, smo bili v rudnika stanovali, je šla kje pred izhod iz jame in gledala rudarje, če bo najdla očeta med njim. Srbi so bili v opankih obuti, ker je bilo pa Slovencev, so bili pa v pravih čevljih in po tistih čevljih je gledala, če bi oče med njimi. No, srečni je bil. In tam smo bili 39. leta, v začetku 39. leta smo se pa spakirali, spokali, pa nazaj v Kisovec šli. Kam pa? V Stope, k nekim dobčniku v neko staro hišo, ki je zdaj podreta zaradi ceste. Neki dobčnik, tam je nas prijel, oni so se takoj uselili not, mene pa kot najstarejšega otroka poslali v Orehovico gor k mojim starim staršem. In se gor, par mesecev bil oče, pa ta čas hišo gradil. Tam v Štorik, tam, ko je Mirko zdaj. V Kisovcu. Tu blizu. To je poznano. Na drugi strani ceste. Ja, gor v bregu. Hišo gradil in tisto hišo je gradil toliko časa, nekje 42. leta je usposobil od Nemcev, takrat so pa že Nemci zavzeli. Pred svetovno vojno je precej kredita vzel. In vojna, Nemci so bo ves tisti kredit zbrisali. Niso ga upoštevali več, tako da je precej pocen prišel do hiše. A ta hiša še stoji? Hiša pa stoji v dobrem stanju. A je sam zidal? Oče je dobro, kakega pomočnika je dobil, da mu je kjerke pomagal. Večinom je pa majster bil, je znal delati. Koliko otrok pa je bilo takrat vas? Takrat sem bil pa jaz. Da pa še povedal. V Orehovic sem se jaz rodil, sestra Cilka, 35. leta.
34. 35. je mama noseča šla z bratom Ivanom na vlak v Srbijo, pa z mano, pa z otrokom. In se je brat 35. leta v Srbiji rodil, v Rtanju. Potem je 36. let spet enega rodila, vsako leto skoraj. In tistega 36 let, eno leto živel, pa smo ga pa v neki Boljevac pokopali, Boljevac, blizu Rtanja. 37. leta se je pa brat France spet v Rtanju rodil. Tako da Igor, 35, 34, 33, 34, 35, 36, 37 let. Vsako leto je moja mama enega otroka rodila. Kako je bila zdelana, to se ne moreš predstavljati. Kako smo se v Srbiji dol v Rtanju preživljali, ne vem. Kaj pa potem v Kisovcu? Potem smo se pa 39. leta vrli nazaj v Kisovc, v Stope. Oče je začel tam, ki je zdaj hišo delati, mene so gor poslali in nekje 40. leta je hišo toliko usposobil, da so se vselili pa so pa mene od Gričarja vzeli nazaj v Hsep. In kdo se je pa še tu rodil potem v Kisovcu? V Kisovci se je pa 42. leta Že v vojni? Mirko rodil. Daj, to se pravi, jeden najmlajših bratov. To se pravi, je bil četrti brat. 30. leta je pa mama dvojčke rodila, 40. 40. So pa pod enem dnevu oba dve umrle. To se pravi, slab porod je bil. Po Mirkotu se je pa še kdo rodil? Po Mirkotu se je pa šele 49. leta sestra Milena, ki v Trbovljah živi, ki je 16 let mlajša od mene. Ona zdaj v Trbovljah živi. No in kakšno je bilo takrat življenje v Kisovcu? Tudi med vojno. Se spomnite vi kaj teh vojnih časov? Igor, koš na rame iz Kisovca k starim staršem gorjet, kaj dobiti kaj krompirja, kaj zela, kaj repe, pa take stvari. Pa smo z materjo nosili v Kisovc. Ste imeli tudi vi kakšno njivo doma? Ne, v Kisovcu tam ni mogli biti. Ja, v Plezih. V Repniku? V Plezih, ja. Tam so pa z očetom nosila v kiblih gnojnico, kje da smo njivo polivali z gnojnico. Kaj pa šolo? Ste hodili med vojno? 39. leta sem začel hoditi v prvi razred osnovne šole na Loke. 39. V gasilskem domu? Ne, je bila še stara šala, stara. Daj pa ne ve, kjera. Mislim, da je tista zgradba, kar je zdaj pokojni Fleren ustanoval. Da je bila v tisti zgradbi šola. Tam gasilski dom ni bilo tam. Tam sem prvi razred končal, pa se je začel drugi razred, 40 na 41 in 41 ga je pa Nemce zavzel. Smo se pa tam v Nemščini učili nekje do polovico 41. leta, pa je bilo pa tisek šole konc tam. Konc je bilo. Ste še kam hodili potem v šolo? V Toplice? Prosim? Kam ste še potem hodili v šolo? Potem pa za časa vojne nisem nikamor hodil v šolo. Edino po koncu vojne so me vrli nazaj v svoj dom v Kisovc in so me dol, upisali so me v osnovno šolo. 4., 5. razred osnovne šole v Toplicah. Kako sem pa prišel do 4., do 5. razreda, pa ne vem. Zato med vojno je bilo vse zmešano to. A ste znali nemško med vojno? Malo sem znal, tako smo se učili, morali smo v šol, učiti se pa nemščin govoriti. Oče je bil med vojno vse skozi v Rudniku, je bil kje v partizanih? Oče je bil takrat v Rudniku še, nekje do 44. leta. Je bil pa član OF-a, je bil že sumljiv, tako da je moral 44. aprila v partizane oditi. Mene so pa takrat spet nazaj k mojim starim staršem poslali, k mama ni mogla nas tukaj vzdrževati, se je pa saj enega otroka rešila.
A se vi kaj spomnite v Orehovcu, kaj se je Orehovce zgodilo? dobro spominam Požik Orehovce. Aha. Tega se dobro spominam, zato ker je bila hiša mojih starih staršev, takole je bila vas dol, takole je bil sam breg mečken, tle gore je bila pa hiša mojih staršev. Tiste noči, ki je bil Požik, se ne spominam, toliko sem spal. Drug dan smo šli proti Izlakam, 2-3 fantje, sva pa videli, kaj se je v Orehovcu zgodil. Ampak smo šli kot otroci, koliko sem bil pa star, 12-13 let. Ste šli mimo, ne? Sam mimo šli. Smo se vračali nazaj, smo pa mimo tistih požganih hiš, pobližic gor, čez gost, mislili do mojih staršev prid, gor v gozdu je pa začelo, vejelo, mi smo šumece. Mi smo se ustrašili, pa nazaj pobegli v dolino dol, pa okrog Brnika, min tam, kjer je tale cvetličarna, tam min pa min Brnika do Gričane gor. V tistem gozdu so pa bili nemška vojska, je pa nas ustrašila, da jih ne bi mi videli. No, še eno besedo o Kisovcu. V Kisovcu je ta znamenita Čebinova skala, na tej skali je pa bunker. So bili med vojno Nemci v tej skali? Bili. Tam otroci nismo gor hodili. Po vojni smo šele gorle hodili, malo na pogledat gor, med vojno pa nismo hodili. V glavnem spominam, da iz tiste skale gor proti Čolničama, proti teli skali, vinski skali. So kdaj streljali iz... Da so žgalke gor. Se je slišalo to močno? Se je to fajn slišalo, ne? Ja, fajn se je slišalo, ja. Kaj pa hrana takrat? Kaj ste imeli za jesti? Ja, oče je mečken kot rudar nekaj zaslužil, pa smo na pike do hrano dobivali. Na pike, nemške pike, Nemci so nam tuk pik dali. In s tistim pikom je mama v Konzum v Zagorje v Toplice hodila. Tok je bil sam Konzum ta glavna trgovina. In na tiste pike je fasala za hrano. Kaj pa oblačila? Kakšna so bila? Ja, pocarska, ajde. A se veš, kako so bili. Ti že nisi bil tako oblečen, tvoj oče pa mogoče mi že malo tako bolj pocarsk bil oblečen. Zdaj, verjetno so vaša oblačila ponosili potem mlajši, ne? Ne, to je bilo tokrat strgano, da to za mlajše ni bilo. A ni bilo? Ne. Kaj pa obutov? Obutov pa velik bosi, ajde. Do zime? No, po zimi oče je bil tuk fer, da je nas obuta, kar treba. Ajde, med zimo pa še to, da omenim, iz poleno smo delali drčalke. Pa se od Šterda mimo moje hiše do Brveta na drčalkih, na polenih. Kako ste jim rekli? Sličuhe? Sličuhe, ja. Ampak narejeni iz polena. Pa od spode železo? Pa malo železa od spod. Pa kako špago gorči, da smo zavezali. Bog hvali, da jih nas oče videl tam. Tukaj nas je drl pa nagnal stran, zato smo precej izglajšali tisto pot. Kaj pa sanke? Sani? Ni bilo? No, ni bilo sanka. Tiste čase do konca vojne ni bilo sanka. Pa tudi po vojni dolgo časa sanke nismo videli. A ste se otroci med vojno šli kakšne igre? V Smrekih ta Raubarja pa Žendarja. Ja. Kovačo Janez iz Šohta gor pokojni, Javorško Roman, Pokojni. jaz pa Lipoški, pa smo v Smrekih Raubarja pa Žendarja šli igrati se. Še kakšne druge igre? Ne drugih igr. Kaj pa zvečer doma? Ne, doma je pa doma bilo, ni bilo nič. Ni bilo nič. Doma smo se otroci zbrali. Oče je imel še takrat, od začetka vojne je imel še radio, ki je vojna začela, je moral oddati radio. Tako doma je bilo. Ste kaj peli doma? Igor, to pa ne govori. Očito se zdrav njegove posle, ki je ležal, sbi otroci se morali zbrati, pa zapet zraven njegove posle. Zvečer? Zvečer, ja. Oče spal tam, ne ležal, mi otroci smo pa nas, čakaj, jaz, Cilka, Ivan, France, pa Mirko, pa zraven njegove posle morali pet, ker smo zdali. Kakšne lepe pesmi? Igor, kar smo zdali. Slovenska? Slovenske. Narodne? Domače, čist domače. Mama tudi kaj pela? Ne, mama pa ni. Mirko pa se je malo z glasbo ukvarjal, ne? Mirko se je pa z gospodom Vidmarjem bil v nekem ansamblu tudi, ampak pol po vojni. Po vojni že, ne? Veliko po vojni. Kako je pa bilo, ko je bilo konec vojne?
Se spomnite Igor, ko tega? je bilo konec vojne, ti povem še enkrat, eno leto pa peti pa šesti razred v Toplicah končal, v 6. razredu je bilo pa od strani predavatelju. Malo so nas ocenili, zakaj je Kirke sposoben za naslednji poklic. In mene so kukar rekli, ti si sposoben za kovinarsko šolo, industrijsko šolo. Ta je bila pa dol, ki je zdaj v Tuša, malko dol, v Topki lokomotiva, malo nižji kot dol. In pridemo fante dol v tisto šolo in upravnik Mejač, tega ne veš, moj stari fante se ga bo spominjali, pridemo v tisto šolo, veliko se je nas zbral in takrat je rodarjo primanjkovalo. Fante, pete iz takrat se je kovinarska šola kot imenovala. Pete iz kovinarske šole v rodarsko šolo. Tam boste dobili škorne. To je bila pa velika pridobitev za nas, da smo škorne dobili. Tisti, kjer so šli pa v kovinarsko, pa niso nič dobili. In ste šli v rudarsko potem? Jaz sem potem v rudarsko šlo, doma očetov povem, oče si rekel, mene v rudarsko šolo nagovarjajo. Kar pet, ti boš škorne dobil. Ja, in ste jih res dobili? Ja, dobro, res smo dobili. Kako pa je bilo v šoli? Prosim? Kako pa je bilo v šoli rudarski? V šoli pa malo več kot polovico je bilo teoretične nastave o zdravstvu, o rudarstvu, malo manj pa praktičnega pouka v jami v Kisovc. Jaz, Pesutnikov Rudi, Krajnik Ostane, Gorobojško Ludvik, Barvarjo Nace, Kličivško Rade, tam so imeli eno številko, mentor je bil pa Pistotnik Andrej. On je bil glavni, kopaži takrat in on je bil učitelj nas tam, da smo se učili premo kopati, šorati, ali kako se reče, Ja. templje postavljati, kako se reče, za šolati, ali kaj. Tako, ja. Ja, to je nas učil in tako dalje. In potem po šihtu ste se šli skopati v Vašhave? Ja, obvezno. Nak v kopalnico tlele v Kisovci. Je bilo kaj težko ta prvič nak? Ja, kako je bilo sram, veš. Lega kajtga mamečkega, so se star knapi govori. Lega mamečkega, poglej kako je mlad, ajde. Ja. To je bilo težko, ajde. Ni bilo prijetno, dokler se nisem navadil. Pa ste potem kaj drugega popuklali? A veste, kaj je to? Požajfali? Ja, to je bilo tudi, ja. Tudi, ja. Cote smo, stare šihte cote, pa na špag, pa civile, pa gor po tigere, gor po strehu, na špago. Igor v redu rudarsko šolo z odličnim uspehom končal, pa sem pa takoj, mene tehnika interesirala. Tehnika. Nekaj drugega. Rudarstva nisem v to več. Rudarstvo nisem maral. Mene saj tehnika interesirala. Tankovske enote, pilot in tam te stvari. To je bilo katerega leta? To je bilo pa že potem 50. leta. 50. Ampak 50. še prej je pa bila posneta tale slika. Birma, ne? To je bila pa Birma. Bil sem pa Igor. Pri prvem obhajilu, pri krstu, pri prvem obhajilu in pri Birmi. 45. 46. leta. Ste bili izvirne družine? Ja, takrat je bila virna družina. Bagar je bil oče že član komunistične partije, ampak je še kar zmara. Tole je pa šola, tole je pa slika, ki je UNRWA, kako se je imenovala. Ja, UNRWA, pomoč, ne? Poslala nam sladkor, pa smo se v Toplicah, v dvorišču vsi zbrali, pa slikali, tam je precej poznanih gor, ti jih več ne poznaš, ampak tam jaz jih še nekaj poznam, je precej poznančo gor na tiseli fotografiji. To je še bilo... To je bilo v osnovni šoli. Iz katerega leta je pa to? Tole je bilo pa iz ene konference v rudarski šoli, pokažem, da vidim. Tole je bilo iz ene konference v rudarski šoli, gor si jaz, Zotlarjev Bine, pa kompanija iz Kisovca, pa poznanci. To je bilo pa v rudarski šoli. No in potem ste se vi odločili, da boste šli iz rudarske šole v jamo ali kar naprej v šolo?
Kdaj sem končal? Hudiča, kdaj sem pa jaz rudarsko šolo končal? Veš, koga ima se bjer tudi. Ja, malo treba pogledati, ne? Datum mi malo zamešajo. Gradnja hiše, razred osnovne šole, začetek. 39 leta sem rekel, da je oče začel hišo graditi. Jaz sem šel 46 leta na 50 leto v rudarsko šolo. S tem fantom, ki so bili skozi, si že rekel, Ste jih že našteli, ja? pa pisatelj Andrej, bil naš učitelj. Potem ste šli pa? Potem pa 55 leta, ti povem, en del teoretičnega pouka v šoli, večji del pa praktičnega v jami. No, to ste tudi povedali. In potem, ki je bilo konec šole, ko ste postali rudar? Konec šole, jaz sem želel v kako tehnično vojaško, mene v vojsko vlekli. In želel sem v neko tehnično vojaško šolo iti. In ste šli? In sem kandidiral za pilota. Bil en teden v Zemunu na specialističnih pregledih. Razne preglede skozi dal, ko sem prišel pa na tole, na oči, nesposoben. A že prej ste pa služili vojaški rok? Ne. Še ne? Ne, jaz vojaškega roka nisem služil. Aha, in tam so rekli, da ste nesposobni za pilota? Nesposoben. In? Vrnem se nazaj v Krisovec, eno leto v Krisovcu v jam delam. Dobro se spominjam, številka 26, glavni majster je bil pa Burkelc in jaz sem bo pozabil gor, pa brega nisem dobil. In tistega leta smo pri rudniku v jam delu, malo je zdaj kaj, če zdaj pri rudarjih ne boš. Grem nekam v vojsko. Je pa edino šola za aktivne sanitetske oficirje imela še tak zahtev izobrazbe. Rudarska šola je bila pa mala gimnazija. Aha. In še to edino škola za aktivne sanitetne oficirje je imela še pogoj mala gimnazija. In? Mala matura. In so me sparjali. Kje pa je bila šola? V Šentvidu v Škofovih zavodih. Tam, kjer sem jaz služil tam, vojni rok. Tam, ko si ti praviš vojsko služil. Tako je. In julija, čakaj, spet sem pozabil datum. Sej ni tukaj pomembno, no? Ja, pomembno je po datum, to je važno, ede. Srbija, Radko, Francev, razred osnovne šole, začetek vojne, vrnite v Ljubljano, potem pa 46 leta, 56 leta. Takrat ste pa potem? V vojaško sanitetno oficirsko šolo šel. In ste hodili dolgo, ne? 4 leta. In vmes so vas tudi obiskali, ne? Ne, tole je pa doma slikano. Doma? Doma v Krisovcu. Ampak to ste bili že vojak? Na obisk prišel domov v uniformi. Aha, tata srednji ste vi, ne? Ja, tamle pa ena slika, so bili 52 leta na vojaški paradi za 1. maj na Prešernovi. Med njimi nas je bilo 6 fantov v eni vrst, povšlihtani tako, kar treba po vojaško. In jaz sem v predzadnji vrst, imam piko na sebi narisano, kjer si jaz, bili na tej paradi. No, in je narod je pa vpil, živela Titova garda, mi pa v rdečih hlačih bili, v rdečih rajthoznih, plavih bluzih, plave šapke, pa vojaške čevlje na sebi imeli. In smo paradirali. Naroda je bilo pa ogromno tam in narod je kričal, živela Titova garda. Ampak nismo bili gardisti, nego pitomci, učenci vojaške šole. No, in kako je bilo tam na usposabljanju 4 leta? Veliko praktičnega, teoretičnega pouka? Ja, to je bilo pa veliko praktičnega. Vojaških znanosti, veliko medicinskih znanosti, medtem veliko vežbi po bolnicah, veliko vežbi po pehotnih enotih po Sloveniji, veliko vežbi, mrcik je. V glavnem, jaz sem bil
v vojaško bolnišnico v Sarajevu v tem času razporjen. Tako da sem v Sarajevu 2 leti kot učenec z te sanitetne oficirske šole dol na praksi bil. Ste bili kaj doma veliko? Ne. Doma, ja, ni bilo tistih počitnic, kar so zdaj. Ne. Enkrat na leto, za novo leto smo imeli pa v šoli par dni počitnic za novo leto. Kaj pa poleti? Nema, sam, poleti pa nič. Doma pa, Igor, ti si mi malo pred rekel, da si švignil iz Šentvida v Kisovc. Ja, veliko krat. Pa meni tega ni bilo. 106-krat sem švignil. Pa nas je bilo pa takole, veš. A ja, Ja. se ni dal. Ni se ni dalo. Ampak izučili ste se pa, ne? Prosim? Izučili ste se pa, zakaj? Bili smo aktivni sanitetni oficirji. Prvenstvena naloga je bila naša održavati higieno pa zdravstveno stanje vojakov. Aha. Druga stvar pa, kar tuk v medicini, nudenje nujne medicinske pomoči vojakom, kjer so se poškodovali. Aha. Tretja stvar pa tudi malo prakse v bolnicah okrog bolnikov. In vi ste končali s kakšnim činom šolo? Šolo s podporočnikom. Podporočnik. Zdaj imam tam eno sliko, imam sam eno črto gor. Je tole? Ne, to je Šapitomačka. Tale? Ne, kje naprej je. Ni tale. Ne, ni. O, pa še Kje malo. naprej je. Ma sam eno črto na rokavi gor. Aha, zdaj ste res veliko slik prinesli, ne? Tistale. Tale? To je bila čin podporočnika, sam eno črto na rokavi, pa na rameni gor je bil znak, da si oficir. Aha. Seveda, plava uniforma, mornariška, aha, med tem še to povem, da smo v Šentvidi v 7. mesecu, v 6. mesecu so nam pitomcem, učencem uniforme skrojili. In odredili že, ta bo šel v pehoto, ta bo šel v aviacijo, tile bo šli pa v mornarico. In so nam tam, kjer smo šli v mornarico, pa ostali že uniforme skrojili. Aha. Tako da smo na koncu meseca julija postrojili se na Roški, tam se je Roška šola že iz Šentvida preselila na Roško. Tam smo se preselili na Roško in tam smo imeli zaključeno tudi parado za napređenje učin podporočnika in dobili razpored, kam bo kjer šel služiti. Jaz dobim razpored Meline. Kje pa je to? Nikoli slišal za Meline. Pa najdem tam enega Črnogorca, da mi pove, kje so Meline. A to je pa bliz Herceg-Novega. Ojej. Daleč. Ja, daleč, Bogu za hrbtom, Ljubljana, Sarajevo, Vrpolje, Sarajevo, pa Zovsko-Tirno železnico preko Ivan Planina, neko je bilo tam, preko Ivan Planina, Osko-Tirna železnica, do Herceg-Novega. V Herceg-Novi smo se pa nas 5 fantov zbrali, smo mornariški razpored imeli in se javimo v bazo, komando baze, poborske baze v Melinah. In vseh nas 5. In ko pridemo nas 5 doto v pisarno, predstavme se, kdo je, ker jaz sem podporočnik, ta. Za vas pa ne vemo, kak čin imate. Jaz sem kapetan bojnega broda. Kapetan bojnega broda je po Pešani bil polkovnik. Izvinite, nas v šoli oficirski niso učili mornariške čine. In ne znamo, sploh ne znamo, kako izgledajo mornariški čini. Da, tako je, ajde, bilo je bilo. Jaz sem v glavnem kapetan bojnega broda, polkovnik, ni rekel polkovnik, kapetan bojnega broda. In v redu, tako sem bil potem razporjen prvo. Tam smo tudi pri personalci dobili kambo, kjer šel službo. Jaz sem dobil prvo službo v Kumborju. To je pa od Melina naprej proti Kotenju gor bilo. Ena mornariška baza. Torpednik čovnov. In jaz sem prišel v tisto ambulanto torpednik čovnov in sem velik, tam si imel svojo ambulantico, glavno zaradi teže bolnike sem pa v Meline posilil.
in v tisti ambulant se sedel tam, pa z vojakom se ukvarjal. Milik sem se pa vozil tudi s torpednim čovnem po Boki Kotorski po zalivu. Ste doprej vi videli morja? Ne, žena me je naučila, ki je prišla k meni v Herceg-Novi na obisk, me je naučila plavati. Moja Ostrožnikova mili žena. Ja, kdaj ste se pa poročila? 56. januarja. Ko ste bili še na usposabljanju? Čerka je pa že rojena bila. Aha. Ne, jaz sem bil že oficir A, takrat. ste že bili oficir. Podporočnik. In žena pride k meni na obisk v Herceg-Novi, ajde, Lojze, greva plavat. Ja, Popaj si znal plavat mal. Popaj si, ti veš, kako je. Vem, ja. Popaj si znal Popaj si, plavat. ja. Ona me je pa ročila vrh potem plavat. No. In kako to, da ste Kisočanko vzeli? Ste jo že prej poznali? Ne, ja, kot otroka, očenko si je predpoznal. Ampak smislo iz mojega kraja je, rej imam rad soprogo domačinko iz mojega kraja, kako drugo iz Črne Gore ali pa iz Hercegovine. Rej imam rad domačinko za ženo. Pa je šla z vami potem v Hercegovino? Poročila se v Kisovcu, jaz pridem na poroko gori iz Herceg-Novega, na poroko 56. leta se na brzino poročiva. In jaz takoj drug dan nazaj v Herceg-Novi samo odšel. Žena je pa s čirko v Kisovci na Šohti ostala sama. In takoj, pa sam šel nazaj v Herceg-Novi, pridem v Herceg-Novi, obavljam službo, potem se je pa začela vojna med Egiptom pa med Izraelom, sem pa iz Herceg-Novega poslan na otok Vis, v Komižo. Si bil kdaj tam? Letos. Si bil, no Ja, veš, kakaj je. vem, kakšna je. Kakaj je bila takrat, je drugo vprašanje. Če sem v to, oprostite, gate kupiti, da oprostite, sem moral zjutraj ob 4 na ladjo Na ladjo. pa v Split se zapeljati, da sem tam gate kupil. Pa nazaj v Komižo prišel. To je bilo, ne? Nič ni bilo. Samo ena trgovina z živilsko opremo je Ja, bila. koliko časa ste pa bili na Visu? 3 leta in pol. Kaj pa žena od hčerka? Aha, pa sem pa na Visu dobil po onih 3 letih, po onih 2 letih eno skromno stanovanje, enosobno, in sem ženo povabil z Tejo v Komižo. In je rada prišla. Ja, seveda, za moža bi rada prišla, ajde. Je bilo lepo? Ja, lepo je bilo. Lepo je bilo. Nismo imeli vode v hiš, elektrika je bila od zjutraj pa zvečer do 10, ob 10 so centralo ugasili, da smo bili v tem, ni bilo elektrike, lokalna centrala. Ni bilo elektrike, ni bilo vode, vodo so v kasarno vodonosci dovažali, da so jo v cisterno vlivali. Stranišča ni bilo. Jaz, kadar bo nujna potreba, tudi za malo potrebo, sem hitro v kasarno leto gor za Grmovje, na veliko potrebo pa v stranišče v Ščrbunk, na Ščrbunk. Za veliko potrebo, za malo pa za kak Grmovje popravo. Ja, Žena pa, hčerka pa v kanto, izpod stopnic v kanto. Hrane je bilo kaj, se daje kaj kupiti od Ja, kmetov? tam hrana, dobro, se je dalo dobiti v tiste trgovini. Pod kmetov verjetno tudi kaj. Ne, v Jih ni bilo? trgovini se je dalo dobiti. Je bila mesarija, je bila... 3 leta ste bili tam? 3 leta in pol. In tudi žena, pa hčerka? Ne, žena je bila tam pri meni kako leto pa pol, zato ker sem bil brez stanovanja. In je šla A ne potem? 2 let sem bil sam brez stanovanja tam, kako leto pa pol sem dobil stanovanje in se ženo povabil iz Kisovca v Herceg-Novi. In ko je bilo tu konec, kam ste šli potem? Kje je bilo konec? Tudi na Viso. Ne enkrat, velikrat, nego 2-krat, 3-krat sem prošel delo, da me premestijo v Slovenijo. Mi ni poratalo. In na koncu 3 let pa po služenja v tej granični, obmejni pešadijski enoti, sem le dobil premestitev v Splitsko vojno bolnico. Pa so me iz Visa premestili v Splitsko vojno bolnico, pridem tam v bolnico, takoj so me dali na delovno mesto transfuzista.
In sem šel zaradi tega, da bi se izučil v tem poklicu za 6 mesecev v šolo v Beograd, v Srbski zavod za transfuzijo krvi, da sem tam izpit naredil za transfuzista, ujedno pa tudi izpit delal za čin kapetana. Tako da sem za transfuzista učil se in izpite za čin kapetana. Mornarice, ne? Ne, nasplošno Nasplošno. kapetana, nasplošno. Kaj pa žena takrat, pa hčerka? Žene so bile v Splitu, takrat sem že stanovanje imel v Splitu. Splitu. Dobil sem v Splitu 63. Ne, niso so bile še doma. Jaz sem v Splitu šele 63 leta. Po 3 letih čakanja sem v Splitu stanovanje dobil. Boljše, dobro. 1,5 sobno v stolpnici na 9. nadstropju. Je pa že bil stranišče, ne? Je pa bil. Aha. Pa je bilo tudi plin za kuhanje in za gretje. In tu se je potem 65. rodil sin. Ali Ja, ne? 65. se je pa v splitski porodnišnica je blizu Hajdukovega starega igrišča bila. Tam se je sin rodil 65. Kako mu je ime? Slavko. Vrtli smo mu dati Lojze ime po meni, pa po mojem očetu, pa je žena vrtla Slavko, a pa Lojze je bilo pa eno Pa isto. isto, ja. Ajde, naj bo Slavko, jaz smo ga kot Slavka rodili. In je bil le takoj slovenski državljan. Takoj. Takoj, ja. In ste še dolgo bili potem v Splitu? Ste bili spet kam premeščeni? Ja, v Splitu, Igor, prehodil celo Dalmacijo, celo Hercegovino v ekipi za transfuzijo, celo Dalmacijo, celo Hercegovino, celo Črnogoro, do Zadra gor, vse po teh garnizonih hodil, pa krije mal. Tako da me tudi včasih tudi 10 dni ni bilo domov, da sem prišel le po končani akciji domov. A žena je delala? Žena je pa ni delala. Doma je bila? Doma je bila. Skrbela za hčerko pa sina? Ja, imela hčerko pa sina, ja. A sin ga je pa tudi malo lomo, ajde. 65 leta, 68 leta iz 9. nadstropja se je speljal z dvigalom ven, po mestih hodil kot 3 leta star, pa se je zgubil. Ena žena ga je najdla, ga je v Split na policijo odpeljala, žena se je posod zanimala, kje je sin. Milico, takrat Milico ša. Vpraša, aj privač mogoče moj sin? Ja, tukaj pri nas. Pride žena dol, Bobec pa niva to iz tiste miličniške postaje vanjet. Zato, ko je miličnica bombone dajala. Tako je bilo. Je bil navihan pol? Ja, navihan je bil. Ko Ata? Ata ni bil navihan. Ampak je bil pa strok. Ja, strok je pa bil, ja. Ne? Slovenci nasploh, ne? Ja, sploh Slovenci smo bili takšni. Zakaj? Ma vrtli smo se, ne vem, a smo tudi po gejnih bolj vojaki, po gejnih nismo bili, saj pa na unih južnih ljudeh nismo bili Slovenci vojaki. Ampak smo se vrtli pa kaj njim pokazati, da smo dobri vojaki. In bili smo res. Dobri vojaki. Redoljubni in strogi, ne? In strogi, in domoljubni, ajde. Tudi domoljubni, ne? Da. Pa se vem, Igor, ko se izbirali v vojaški šol, šagor v Šentvinu, smo se enih 5 Slovencev nas zbrali, pa hodniki lepo uz kitaro slovenske narodne pesmi pel. Domoljubne, ajde. Vedik, pa se Slovenci tam zbirajo. Grupirajo, ne? Grupirajo, ja. Ja, a ste potem v Splitu, ste bili potem res enkrat v Slovenijo predstavljeni? Vam se je želja uresničila? Iz Splita sem bil v Slovenijo predstavljen, kjerga leta iz Splita, moram malo zapisati, veš. Iz Splita sem bil predstavljen konc 69. leta v Ljubljano. Iz Splita v Ljubljano. Lutrija, sedmico sem zadev takrat. Legak sem se parpjeno briz Karlovca gor. Je bila že slovenska pokrajina, se je že pokazala. Fante, veš, kako mi je bilo lahko pri srcu. Mene stalno vleklo iz Dalmacije, v redu, vse morje je morje. Pa da prideš na dopusti v Dalmaciji, lepo, ampak da tam živiš stalno,
To pa ni bilo. To pa ni, ne. To pa ni bilo. Poleti ogromne vročine, po celo letje turist bo že zdržal tisti 14 dni, mesec dni na morju, ampak če ti stalno tam živiš, v tisti vročini, to je bilo pa težko. Pa potem burja po zimi. Pozimi pa burja, srečna, močna burja. No in Ljubljana, In pridem v Ljubljano, takoj so me namestili v transfuzijsko postajo v Ljubljani, kam pa? v Boscah. In od tam je bila pa spet začela turneja po celi Sloveniji, po pešadijskih enotah krijemati. Mimo grede tam v Mostah sem dal jaz 3-krat kri. 6 dni je to. Ok, Igor, verjamem ti. 6 dni Ampak prej ni bilo domov. tistih let, ko si jaz gor bil. Ja. Jaz sem potem iz vojne bolnice odšel nekje 86 let. Ne, 84. Zato sem bil premeščen kot sanitetski delavec v štab brigade pehotne. Jaz sem pa 87. hodil v Moste, kri No, dajati. tam me že ni bilo več takrat. In potem. potem ste bili pa kje? V štabu? Bil sem 3 let pa pol v tem v štabu, tam v Titovi kasarni, 3 let pa pol, tam smo ogromno terena prehodili, v mrazu, v vrčini, v dežju, ni bilo važno. V glavnem, da smo šli. Bilo kaj, kako da je vreme bilo odzuni, na teren. Kaj pa žena z sinom pa hčerko je bila z vami? V stanovanju, V na Ljubljani? Tržaški, Aha, v stanovanju. lepo stanovanje. Ja, je bilo kar v redu. A je žena delala, je bila kar doma? Doma je bila, ajde. Vse skozi je bila doma. Ne, ni bila vse skozi. Zadnja leta je bila v Planinski zvezi kot neka kurirka. Tam je bila zaposlena zadnja leta. A sin pa hčerka sta se pa tu v Sloveniji šolala? Hčerka je pa nekje začela, ne vem točno kjerga leta, začela hoditi v šolo za medicinske laborante. In jo je končala, in ko je končala šolo, se je punca takoj zaljubila v Juvanu Galevkota. Tako je, ja. In se je poročila z njim. Na skakavniku, ne? Ja, in se je takoj preselila od mene k njemu gor na skakavnik. In rodil se je vnuk David, ne? Ja, pa se je pa hmalo začel, ne, po 28 letih, v 28 letih je bil star vnuk David, ki je umrl, No, ja. iznenada, 28 let je bil star, Ja, ta vnuk se je rodil, je potem star 28 let umrl, ne? je umrl, ja, To je bilo pa zelo hudo, ne? zelo hudo, ja. Ok, to je bilo tudi hudo, ki jaz hčerki govoril, Deša, kjer še kakega otroka dajta roditi. Ne, ate, kdo smo vojenga, še en je preveč, včasih si to si del. Ja se polk je pa umrl, si je pa rekel, Teja, a sem ti govoril, napravta še enega otroka, enega imeti ali pa nobenega, to je isto. In je bila brez otroka. Takrat je bilo kar veliko smrti v vaši družini, ne? Kmalu zatem je potem umrla žena, Do 99. je mati umrla, mati. moja mama, 99. leta. Oče je 75. umrl, vnuk David je 2004. leta umrl, 2004. No, hčerka je pa 2014. leta umrla, žena pa 2099. leta. 1999. leta. Torej, hudo, ne? Hudo. V glavnem, jaz sem potem bil iz bolnice postavljen v Mladiko. Mladiko. Način tako se reče, na formacijski čin podpolkovnika. Prej sem bil na formacijskem činu majorja in so bili le tukaj, da so za Slovenca najdli formacijsko mesto podpolkovnik. Tok sem bil kot Slovenc, bolj takole, veš. Niso me gliko brajtali, si jemo pa jezik dober, to dostar. So zbarem kirozino, Pa veš. slovenske pesmi ste peli, ne? Ja, pa dobro, ajde. In so bile najedli v Mladik
formacijsko mesto podpolkovnika, pomočnika načelnika poliklinike v In Mladik. tam ste se potem upokojili, V Mladik. v Mladik. V Mladik sem se pa upokojil, to je bilo pa, nažalost, 87. aha, konc 88. leta. Aha, sem pa že pred. Kar se je v Beogradu dogajalo za Zvezo komunistov, meni je šlo čez glavo te svete. Veš, zelo grde stvari so se dogajale na tem kongresu. Milošević je imel glavno besedo v tem med, čez celo Zvezo komunistov. To meni ni bilo všeč. Sem takoj dal izpis, da me izbrišajo iz partije. Potem, ko so me izbrisali, sem dal pa zahtev za upokojitev. 2 let predčasno. Aha. Ampak vsega skupaj si je pa le v armiji 40 let aktivne službe. V glavno, tukaj so mi dali potem upokojitev, 988. Upokojil, potem pa v Ljubljani dolgo časa živel z ženo, ona je še bila neka kurirka tam v Planinski zvezi. Pa sinom tudi, sinom še, aj sin že šel? Sin je še bil tam. Še bil? Pa si jaz kot upokojenec veliko po Ljubljani hodil, pa izloge gledal, pa po trgovini hodil. To mi je bilo zanimivo življenje. Ste bili veseli takrat samostojnosti, samostojne Slovenije? Ja, seveda. Jaz sem bil tudi na tem glasovanju za samostojno Slovenijo. Pa sem še enemu oficirju rekel, manj slušaj, koga čem glasovati. Lojze, glasuj, Slovenci ste sposobni, boste lahko sami živeli. Mi je ta oficir srpski rekel. To je bil pa si generala, Aksentin Višak mi je to rekel. A res da? Ja. No. Slovenci ste sposobni, da boste samostojno živeli. Jaz sem rekel, se strinjam s sabo. Kdaj ste pa v Kisoc potem prišli nazaj? 2001. 2001. Po smrti 99. leta prejšnjega stoletja šel v Ljubljani 2 let preživel v tem stanovanju. Sam. Sin je že šel? Sin je pa že poročen bil, pa se je v Šiško kot podnajemnik za ženo in za hčerko preselil. Jaz sem bil pa v dvosobnem stanovanju na Tržaški sam. In enkrat pride sin, fotar, ali prodaj stanovanje, pa že stanovanje kupil Kisoc, ali prodaj stanovanje, pa je ti denar meni daj, da bi hišo gradil, ali pa se izseli v Kisoc, pa to stanovanje meni daj. Mene je to razburilo. Si rekel, da je si na 5 vrn, bova drugi se pogovorila. No, je pa vršel, sem pa začel študirati. Sin podnajemnik z otroka, jaz pa v tem velikem stanovanju bil, v Kisovcu imam pa prazno stanovanje. Ajde, Lojze, preseli se. Tako da se 2001 leta v Kisoc dokončno preselil. In kako je bilo priti nazaj? Buka, Igor, velika buka. Slušaj, v Splitu dolga leta v mestu preživel, v Ljubljani dolga leta v mestu preživel. Navajen sem bil mestnega življenja. Pa priditi v Kisoc, v podeželje, veliko let mi je bila zelo težka buka. Nisi jemo poznal, sam najstarejše ljudi sem še poznal, ker je bilo manjših, ne vem ga. No, Mirčka si imel tam, pa Zeta gor na skakalnik. Kaj pa zdaj, ste se navadili, ste se privadili? Zdaj pa ne grem več v Ljubljano. Če pomislim na Ljubljano, se mi zgrauža. Ne grem. Tudi če mi ga dajo kako vilo gor, ne grem ko gor več. Ja, kaj pa je tako lepo v Kisovcu? Slušaj, domačin sem, Igor. Domačin. Imam kar 2 poznancov tle v Kisoc. Imam 2 bufeta, 3 bufete. Sedmico, Mercator, Beksel. Pa Beksel. Ja, imam 3 bufeta. Če mi je dolgčas, grem lepo v tega 3 bufeta, malo prešpanciram še okrog. In tako v Kisovcu jaz v 2001 do danes živim. Lepo. Imam pa luštno enosobno 38 kvadratno
kvadratno Stanovanje. stanovanje Pod Čebinovo skalo. pod Čebinovo skalo, Zdaj imate še mesarja tam blizu, ne? pa mesarja od spod. Kurba Huričva, oprostite, pa tudi gledalci ne oprostijo. Ropota dol, pa ti se mašine, točno pod mojim oknom mašine ropotajo, veš. Tudi iz protesta nočem k njemu pokak meso jet. Ne grem. Ampak da bi ta človek rekel, Lojs, k ti ropotam, ti pa šenkam kako kilo mesa, pa kako klobaso. To pa ne. Ja, to pa ne. Kaj pa penzija, je dobra? Igor, zadovoljen. Se da, Se da. se da. Ni mi bilo nikoli žal, da sem šel v vojsko. Nikoli mi ni bilo žal. Magar se 40 let preživel, pa marsikaj neprijetnega, pa tudi prijetnega preživel, ampak žal mi pa ni bilo, da sem šel v vojsko. Če bi pri knapih ostal, bilo vprašanje, ali bi bil še živ. Vas sin, ki obišče svojo družino? Kak sin? Moj sin, kiro družino? Ja. Mene? Ja. Sam sem sam. Jaz sam svoja družina. Jaz se pravim, nič ne pride pogledati. Ja, pride Ata. vsakih par mesecev pride. Pa kako reče po telefonu? Stari? Stari. Ma Slavko, nisi jaz stari tvoj, jaz sem tvoj oče. Ma dobro, pustaj stari si, ajde. Kako si? A v redu sem, ajde. Če te pa glih zanima, pa prid pogledat me. Ja, kaj delate vi v tem prostem času, ki ga imate na voljo? Zdaj, Televizija, obiskujete 3 bare v Kisovcu, ne? Daj, čakaj, to je za pol, to To je za kavico. To je eni uri, ajde. Ja. Kaj pa ostalo? Ostalo pa televizor, pa knjige. Pa cigareto. A to, ki je teb za smrdelj si zadnj stopil v stanovanje, pa cigareta. Ja, se zavonja, ne? Imaš nos dober, ajde. Dober občutljiv nos imaš. Ampak to vi kadite že od... Kadim 62 let. In kaj vam je zdravnik Novak dejal? Več, dober, da še živ, mi je rekel Novak. Doktor Novak mi je rekel, dober, da še živ. In je rekel, ne nehat, ne? Ne, Bog vari. Če bi to rekel, bi rekel, bo tih, ajde. Ne, bodte tih, ajde. Slušaj, po 62 letih odvadite cigareto, to ni glih tako lahko, veš. Ni, ne? Ne, ni lahko. A televizijo pa veliko gledate, pravite? Slušaj, kar je prirodnih filmov, naravoslovnih filmov, ti zelo rad gledam. Kar je tiče zimskih športnih iger, pa skakanje, pa laufanje po poklok. A to, aha, To pa rad to pa gledam, radi ja. gledate, ne? Kaj pa glasbo? Narodno zabavno? O, to pa tudi veliko poslušam. Na Veseljaku, na Golici, na Petelinu, to pa rad poslušam. Našo televizijo, kje gledate? Kjer, ETV obvezno, Lepo. pa se to gledam, pa smo letam dal v spisek Alojzija Breza. Kaj, pogledi, Alojzija Breza. A si ponovil ti, kaj? Ne, danes bo. Aha. Dobro videl, ETV, veš koga? Me zanima, če imaš kakega tazga gosta, kjer je za mene zanimivo. Zmaram po 8 uri na ETV pritisnem, da vidim, če je kak gost, rad župana gledam, oprost, rad župana pogledam. Pa tudi kakega podjetnika rad pogledam. Kakega politika ne pogledam rad. Ja, no, to. Take stvari, ne? Take stvari, ne? take Ja. stvari, no, ej. Berete tudi, ste rekli. Prosim? Berete tudi, ne? Ja, berem knjige, zgodovinske knjige, Predvsem, ne? ker ljubezenske romane nimam rad. Zgodovinske in bolj vojaške. Vojaške zadeve. To vas zanima, ne? Ja. In kako gledate na ta svet, na te migracije, kar se dogaja, na te Na te vojna migracije zališča? zelo žalostno, pa s strahom gledam na te migracije. Ne bi želel, da bi Slovenija saj en del muslimanska država nastala. To ne želim. Smo le katoličani, ali kristijani, koga bi rekel. Da bi pa kak muslimani ali pa en del Slovenije, da bi muslimani prevzeli. To pa. Sem proti migracijam sem. Ampak v redu, naj bo, kakor je
po ustavi pa po zakonih dovoljeno, kar je pač jaz. Za tele ograje ob Kolpi, naj bojo. Bojo saj preprečili ilegalni prehod preko meje. Se verjetno je čisto drugače, če otrok pride, če pride mami z otrokom ali pa če pride odrasel moški, ne? Ja, to je drugače, ja. Mogoče, da krtke odmaknejo mejo, če otrok pride z materjo. Je drugače, ne? Ste zadovoljni s svojim življenjem? Ste izpolnili? Sem. Magar sem v 83, pa polovica 84 leta. Se kar zadovoljno. Boste kje praznovali zdaj za praznike, kam greste? Ne, bom. Za nov let bom to prijateljico dobil iz Radec gor, jo bom bil parcepal kisoc, drugač pa ne bom. Ne. Ma nimam take družbe, ajde. Mirko noče je, Levko je svoj gospodar, je mlajši 20 let mlajši od mene, Levko boš od teje. In tako da ne bom. Boste šli kje v Ljubljano s sorodnikom? Ne, v Ljubljano ne bežim. Avto pa še vozite, ne? Ja, so pa še vozim. Zdaj sem od začetka lanskega leta, letošnjega leta, dobil za 3 leta odobrenje za podaljšanje vozniškega dovoljenja. Bi bilo hudo, če ne bi? Brez avta. Ja, to, kar doma ne bi jevo. Jaz se avto usedem, jaz sem vas čist drugačen. In ti upam, proti Ljubljani na avtocesto. Ne, nimam potrebe, pa me tudi ne vleče, da bi šel na avtocesto. Pa nimate vinjete? Ne. Ne. Enkrat sam v življenju, enkrat si jo kupil. Ko sem šel gor do Brezja, veš. Ko sem tolo Radečanko na Brezje v cirku pijalo. No, pa je pa nisem koli več kupil. No, pa šel sem pa tudi na stol gor k tem prijatelju, tem bratu od generala Aksentijeviča. Ma brata, smo bili skupaj šli pa na delovnem mestu. Tako da. No, pa je pa hčerka bila, pred smrtjo je bila nekaj na Golniku v bolnici, so je z Levko tam skupaj šla obiskovati, on je bil, jaz sem bil malo partej, malo sem šel ven obiskati tega Aksentijeviča, generala, sem najdel hišo. Milana. Kot prijatelj me je zelo vesel, je bil zelo vesel, da ga en bivši sodelavec ali pa podčinjeni, kako se reče po slovenski? Nižji počinu, ne? Ali da je pravilno to? Ja, menda je, no. Podčinjen. Ja, nižji počinu. Da bi le sprejel, ajde, z veseljem, ajde. In se potem spominjata svojih vojaških let. Ja, masa se spominjali, točno, ajde, malo menjala to. Pa tudi masa se pogovorila, kako so ga Hrvati ulovili dol na Hrvatskem. Pa potem zamenjali, ne? Pa potem zamenjali. Ja, prišla sva do konca. Ti, slušaj, koliko cajt pa je tole trajalo? Ja, uro. Ja, dosti je, veš? Dost, ne? Ti, a sva se vse pogovorila? Jaz upam, da. Jaz mislim zadovoljen, jaz sem zadovoljen. Ste? Sam, ajde. Jaz pa tudi, upam, da tudi gledalci. Hvala za obisk v studio. Kako? Gospod vam ne smem reči, ne? Bohvari. Sam reč, Lojze. No, z nami je bil Lojze Alojzij Obreza. Tudi Alojzij, tudi neko Lojze sam po domače. Lojze Obreza. Po domače, ja. Hvala tudi vam za pozornost in srečno. Še ena stvar. No, še ena stvar. Lahko. Upravičujem, prvo pozdravljam vse gledalce ETV-ja, posebno pozdravljam Kisovčane. In se upravičujem, ko sem tam pa tam kako srbo-hrvaško besedo med pogovorom vmes dal. To je pa 40 let vojska, ne? Je pa to 40 let vojske sam govoril v srbo-hrvaščini. In ti pride v ta mal prsto. Ok. No, to se upravičujem tudi Kisovčanom, pa gledalcem ETV-ja. V redu. Hvala, pa srečno.